Moje ime je Tanja Kolenc, živim v Ljubljani, cel svoje življenje že. Kaj počnem v življenju? Sem oblikovalec, hkrati pa tudi predavatelj za Microsoftove programe. Tako da malo uporabljam mojo desno možgansko polovico, malo levo možgansko polovico, tako da mi ni dolg čas v življenju. Drugače sem pa veganka že skoraj 8 let. Kdaj sem za veganstvo prvič slišala? Ful že dolgo nazaj. Po moje lahko da tudi mogoče že 20 let nazaj. Ampak iskreno povedan, kaj sem si jaz takrat o veganih mislila, točno tisto, kar si veliko ljudi danes o meni misli, da so ekstremisti. Meni se je zdelo to čist mem. In ko me je nekdo še nekoč vprašal, kaj sem bila pred tem vegetarijanka, pa me je vprašal, si ti vegi ali si vegan? Sem rekla, dej vegani. Se komplicira čisto pri vsaki stvari. Tako slabo mnenje sem imela o njih in danes mi je jasno, da če stvari ne razumeš, potem imaš tako mnenje o veganih. Ko pa enkrat razumeš, zakaj gre, potem pa ni več tako. In danes tudi vem, zakaj ljudje tako mislijo o meni, ker ne razumejo, zakaj gre. Jaz sem bila, preden sem postala veganka, že 15 let vegetarijanka in sem mislila, da s tem delam vse. In me niti ni zanimalo, kar je bil moj interes, je, da ne me ostali pustijo primer, jaz pač tako jem, kakor jem, ne se vame ne vtikajo in se tudi druge ne bom vtikala. In to je bilo to. In se niti nisem kaj dosti s tem ukvarjala, sem mislila, da sem super, krasno, vse sem naredila in da je to. Potem sem bila pa noseča in sem prišla do točke, ko sem začela gruntati, kaj bom pa zdaj naredila, kaj bo pa moj otrok, ali bo vegi, tako kot jaz, ali ne, ali ga lahko silim, ali ne v to. In še, ko sem z ljudmi govorila, ko sem res hotela priti do modre odločitve, so mi vsi rekli, veš kaj, ti si se odločila, drugih pa ne silijo take zadeve. In pa sem res cincala, kaj ne naredim. Nekdo od teh ljudi mi je celo rekel, kaj boš pa naredila, kad ti bo otrok enkrat čez 20 let pa učitelj, da si ga v to prisilila. In ti si mi dal pa res ful misliti. Sem rekla, ja, čez 20 let bo lahko meni otrok učitelj, da sem ga prisilila v to, da je vegan, ali pa da sem mu dajala meso. In ko sem pomislila, čez 20 let mi lahko eno ali drugo učita, ampak če bo pa meni on učitelj, mami, kako si lahko me prisilila to, da sem vegan, bi se rekla, sem naredila to iz srca, tako, ker sem mislila, da je prav. Da mi pa otrok, učitelj, mami, kako si ti bila lahko veganka, meni si dala pa meso. Tle pa ne bi na nobenega opravičila. In se odločila takrat sicer še za vegi, ne za vegan, ker sama nisem bila vegan, ampak sem se odločila, da bo pač otrok vegi. In zaradi tega, ker nisem imela kako z otroško prehrano, sem obsedeno začela iskati, kaj otroci morajo jesti, kaj pa če je res tisto, da samo odrasli smo tisti, ki lahko vegi jemo, otroci pa res rabijo več beljakovin in da več vsega in da mogoče to sploh za njih ni primerna prehrana, in sem na čist nora. In sem vse preletela po internetu in takrat sem pa naletela na informacije o mlečni industriji. Me je pa toliko prizadelo, da sem mislila, kako sem lahko toliko slepa 15 let, ker sem mislila, da vse delam prav in dobro. Pa sem pa ugotovila, da v bistvu pa od mesne industrije celo obstaja še večji peko in ta mlečna. In takrat sem si pa prav obljubila, ko sem to ugotovila, da takoj, ko bom dala nosečnost čez, ker nisem vedela, kako bi to vplivalo med nosečnostjo, da bom šla v vegan. In res, zatem sem šla pa v vegan. Za mesno vemo, da je pač peko zaradi tega, ker pač pobijo živali. In je grozen. Ampak mlečna industrija je pa peko cel življenje, je suženjstvo cel življenje in na koncu je tisto, kar čaka živali v mesni industriji. Tako da jaz mislim, da je celo mlečna resnično tisto, ki je najhujš, kar obstaja. Sicer, ko sem se odločila, da grem na vegan,
sem vedela, da se bom spopadla z mojo največjo odvisnostjo, to je bil sir, ker sir je bil kor moje hrane. Posod je bil, celo ribala sem ga na cvetača, da je bila cvetača boljša. Posod sem ga tlačila, tako da sem vedela, da to bo pač res eno odrekanje. Druga stvar, se reka, sigurno se bom zredila, torej sem se tudi s tem psihično sprijaznila in pripravljala na to, da če bom nehala jesti torej te zadeve, torej bom 5-krat več špagetov pojedla, 5-krat več kruha, torej se bom zredila in tako da sem se s tem sprijaznila. In pri meni ni bilo to čez noč, koliko veliko ljudi naredi, jaz sem imela to proces približno 1 mesec, 2 meseca in sem počasi metala vse produkte. Ta zadnja je bila pica s sirom, ki je bila moja najljubša hrana, sem se od nje prav poslovila. In to je bilo to, tako da počasi. Na koncu se je izkazalo po 1 letu, da se sploh ne zrediš od tega, tako da sem bila vesela, hvala Bogu, enega pač stranskega učinka ni bilo. Ampak težav pa pol razen s drugimi, mislim, razen s sirom, z drugimi stvarmi pa nisem imela, pač počasi. Sin je bil pa prvo sicer vegi, pač splet okoliščin in tako. In smo imeli kar pač enih debat okrog tega in se nekaj, da ga ne bom niti silila, ker enkrat se je celo odločil, da on bo pa vse vegi jedel, ker je ravno tako pač sir bil. In se nekaj v redu prav, sem rekla, in to je bilo še v šoli. V šoli ima namreč vegan hrano, ker ne vem, kateri bogovi so mi to omogočili. In je vsem zamenjal določene stvari za vegetarijanske. In so me celo v šolo poklicali, kaj narediti, sem rekla, v redu, ne bo nazaj na vegi. In ko sva se usedla v avto, sem mu rekla, sem rekla, cool, sem rekla, pa če je tisto, kar ti ustreza, sem rekla, mami, pa še vedno prav, da vegan je edina prava stvar. Sem rekla, in verjemi, tle imaš, ampak jaz ti ne bom kupovala nobenih stvari mlečne industrije, ker je ne bom financirala. In sem rekla, pač naredi, kakor češ. In enkrat malo zatem sem vsem pokazala en posnetek, ki je hotel videti, da ga nisem prisilila, kakor kakšen gestapo. Sem rekla, če lahko sam pogledam posnetek na YouTubeu, kaj se dogaja s telički. Sem rekla, sem to kdo še videl, zakaj sem tako zoprna, patečna, pa skačem po glav. In ga je takrat pogledal, sicer, okej, je bil pač malo tako v šoku, ampak ni nič rekel. Ampak čez nekaj časa je pa prišel k meni, eno poletje, 1-2 leti nazaj, in je sam rekel, sem se odločil, da bom vegan. Sem rekla, pa zdaj veš, čemu se odrekaš? Je rekel, ja, ampak sem se tako odločil. Sem rekla, zakaj si se pa zdaj odločil? Je rekel, zato, ker mi je ti dal ful takrat misliti in vem, da je prav tako in bom vegan, pač se bom potrudil. In zdaj mislim, da je pa on v bistvu postaja moj zgled, je pravi mali aktivistek veganski in jaz mislim, da zdaj imam pa prvič lepo mnenje o tem in tudi včasih pravi, kaj boš pa naredila, če bo kdaj tvoj otrok začel jesti meso, ne? Ali pa kaj takega. Jaz mislim, da ne, jaz danes skoraj lahko rečem, da ga nisem v to prisilila, ampak da razume to filozofijo v ozadju, pa zakaj je, da ne zato, ker mami rada skače po glavi, ampak da je pač ve, zakaj je vegan, zato, ker sam tako čuti. Jaz v življenju veliko stvari delam, ki so egoistične, pač zame. Pač moj job se okrog tega vrti, en kup enih ciljev imam okrog tega. Edina stvar, ki je res v življenju počnem, da mi daje smisel, pa da ima nek point, je, da pač pomagam, kjerkoli pač to že je. Pa včasih kakšne spletne strani od koga, ali pa kakšni kmetiji, ki ima rešene živali, pač probam svoj prosti čas v te stvari pač dati. In ena od teh stvari je tudi, da sem postala aktivist. In zakaj to počnem? Meni daje to smisel lifea. Ker vse ostalo počnem pač, ker pač počnem zaradi nekih svojih ciljev, da imaš nekaj v življenju započeti zato, ker je toliko enih zanimivih stvari. Ampak da mi pa res daje smisel, pa point je pa to, aktivizem, pa pomoč kakršnikoli takih zadevah. Če bi rabo biti vsak aktivist, vsak vegan aktivist,
Mislim, aktivizem je tako zelo širok pojem. Vedno, ko rečeš aktivizem, vidiš pač, ne vem, tako kot smo mi, pa stojimo na čopovi, včasih z maskami, včasih kaj drugega, ampak to ni samo to aktivizem. Aktivizem je praktično vse, kar počneš v življenju. Tudi kadar v nekem pogovoru z nekom zastopaš glas živali, si aktivist v končni fazi. Kaj bi sporočila vsem? To, da ful naprošam, da samo pogledate enkrat Zemljane. 1 uro pa pol časa svojega lajfa posvetite temu, da pogledate Zemljane, pa nas boste razumeli nas vegane. Da ne bomo več tako čudni pa ekstremistični. Če nas pa ne boste razumeli, bomo pa saj utihnili, pa vam bomo nehali skakati po glavi, ampak sem skoraj prepričana, da takrat vam bo pa potem jasno, zakaj smo tako sitni in kaj zastopamo in zakaj to delamo. Ker smo namreč postavljeni na tako lep planet, v pravljično deželo s pravljičnimi bitji, pa smo nekje na poti nekam skrenuli s puta in smo začeli ta bitja trpati v koncentracijska taborišča in jih pobijati in jih jesti in niso temu namenjena. So zato, da živijo z nami in da mi skrbimo za njih. Enkrat sem bila, ne enkrat, jaz sem imela nono na Primorskem in sem veliko poleti preživela pri njej in tam se mi je pa zgodilo, da sem pa jaz, ko sem ful pozabljiv človek, jaz ko se pol lajfa ne spomnim, pred 20 letom je vse v megli, me morajo ljudje razlagati, a se spomniš, pa jaz ne. To so pa stvari, ki so mi ostale v glavu in to tako živo. Sem videla, ko so ubili živali in to ne bom pozabila eno račko in zajčka in ti smo me tako šokirali, da še danes vidim ta film popolnoma čist cel. Bolj me sam preseneča, kako naš mind tako čudno dela, naš tako čudno dela, da jaz sicer od tistega trenutka naprej več zajčkov nisem hotela jesti, nisem hotela več račk jesti, ampak vse ostalo pa še zmer kul. Tako da mi je zanimivo, da mi ni potegnilo, da je tudi vse ostalo narobe. Pa kljub temu, da me je to tako prizadelo. Šele potem, takrat pri 20-ih, ko sem videla, pa takrat pri 20-ih, ko sem nehala jesti meso, je bil pa razlog en dokumentarc. Sem pa čisto po naključju naletela na en dokumentarc, ko sem videla, kaj se dogaja z živalmi v industriji in me je pa toliko šokiralo, da šele takrat sem naredila povezavo, prej pa ne. Takrat sem pa uspela narediti povezavo med vse živali, vse, pa to, kar mi počnemo. Šele takrat mi je bilo jasno. Prvo sem bila, ko je bilo konec komentarca, sem bila čisto šokirana in sem prvo jezna na vse tiste, ki so bili noter v dokumentarcu, te, ki delajo v tej industriji in se rekla, kako lahko to delajo živalim? In na 7 sekundo mi je bilo jasno, ti si kriva, oni to zaradi tebe počnejo. In takrat sem šele naredila connection, kot mehna pa ne, kljub temu, da me je tako prizadelo.